Gospod Černelj, vi ste bili prisotni na obeh odborih, včerajšnjem in današnjem. Kakšni so zdaj vaši vtisi in kako gledate na to, da so recimo poslanci vladajoče koalicije zavrnili vse predloge opozicije, ki bi bile za SDH ministra Mesca bolj zavezujoči? Invalidi in njihovo človekovo dostojanstvo ne more biti politična tema. Tu ni levo-desno. Gre za to, ali imaš vrednote ali jih pa nimaš. Mi jih zagovarjamo in sindikat bo vedno na strani zaposlenih. Gospod Mesec, kaj boste zdaj vi storili? Ne, vse oči so uprte v vas in kako komentirate to dejstvo? Ne, zakaj poslanci vladajoče koalicije, ne, vse te sklepe, ki bi bili za vas bolj zavezujoči, ne, da se ohrani podjetje v celoti in tako naprej v takšnem obsegu, kot je, v bistvu zavračajo v parlamentu? Sam bom še enkrat povedal isto, kot sem na obeh odborih, včerajšnjem in današnjem, ki sem se jih udeležil. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bodi si podjetje ohranimo, bodi si invalidi dobijo enaka ali boljša delovna mesta, kot jih imajo zdaj. Kar se tega tiče, ne rabite skrbeti glede pozivov. Sam sem že naročil neodvisno finančno raziskavo, ki bo pokazala resnično sliko podjetja in se napovedal, da v ponedeljek, 3. februarja, grem ponovno do zaposlenih s temi številkami, da predebatiramo in se odločimo, kaj je najbolj smiselna in pametna pot naprej. Vsekakor bom pa delal v dobro zaposlenih in ne bom sprejemal potez na lastno pest, ki bi lahko škodili zaposlenim. Gospod Černelj, kaj pravite na to in kakšna rešitev podjetja je sprejemljiva za sindikat? SDH zdaj obljublja prezaposlitev invalidov Slovenske železnice, tukaj je še Iskra, ki bi invalide zaposlila v Kranju. Ko govorimo o prezaposlitvah, ne vem, kaj imamo v mislih. A imamo v mislih denar, da bo za njih boljše v smislu finančnih zmožnosti. Invalidi so jasno povedali in tudi vsi ostali zaposleni, mi želimo delati tam, kjer smo, ker je to naš kolektiv, ker se tu počutimo varni, sprejeti in mi zagovarjamo tezo, da nova delovna mesta, čiščenje, varovanje, ne vem, kaj vse še se mi ponuja, niso primerna za ta kader. Oni so v kovinski industriji. Kaj pravite na to, gospod Mesec? Boste lahko zagotovili delo na sedanji lokaciji? Gospod Černelj pravi, to je edino možno za te invalide in SDH vas je recimo danes izval, vrgel vam je žogico. Sporočili so, da bodo postopek likvidacije ustavili, če boste uspeli zagotoviti dodatne subvencije za ohranitev delovnih mest na trenutni lokaciji v okviru trenutne dejavnosti. Ja, če bi bilo zdaj vse to izključno v moji moči, bi to naredil že včeraj. Ampak problem je, da v Sloveniji se moramo ravnati skladno z zakoni in skladno z zakoni so, s trenutnimi zakoni, so možnosti subvencioniranja in podpiranja podjetja strani Ministrstva za delo izčrpane. Hkrati pa, kot vidite, pač SDH nadaljuje z postopkom likvidacije. Sam po zakonu ne morem razveljaviti likvidacije, lahko pa zahtevam razveljavitev likvidacije. To bom, če se bomo zaposlenimi skupaj tako odločili, ko dobimo natančne številke, tudi naredil. Ampak to še ne pomeni, da bo podjetje s tem rešeno. Podjetju bomo morali nekako zagotoviti finančni obstoj naprej, če ga bomo hoteli na dolgi rok rešiti. To pa ni nekaj, kar bi lahko naredil minister za delo sam. Tukaj bomo nujno rabili pomoč tako Slovenskega državnega holdinga kot poslovodstva podjetja. Poglejte, CSS je v letu 2023 prejel 454.356 evrov subvencij in dotacij. Takrat so imeli zaposlenih 20 invalidov. To pomeni, da so na mesec prejeli 1893 evrov subvencij za enega invalida. Zdaj, bruto plača enega invalida v podjetju, ker imamo plačilne liste delavcev, ker so člani sindikata, je 1386,65 evrov. Torej, od subvencije ostane 507 evrov. 507 evrov na leto to pomeni od subvencij, da ostane 121.680 evrov. Kam gre denar? Kam gre ta denar? Kam gre ta razlika? Te številke bom jaz natančno pogledal, sistem je pa tak. Za podjetja, ki imajo
nad 50% zaposlenih invalidov, govorimo o letu 2023. Če je bilo takrat 20 invalidov, ne vem koliko je bilo zaposlenih vseh skupaj. 43, ampak mogoče ne v celem letu. Ker če je bila številka v tekočem mesecu nad 50%, potem se oprostila prispevkov štejejo za vse zaposlene, ne samo za invalidski del. Tako da jaz mislim, da najverjetneje je tukaj ta razlika nastala. Gospod Černelj, ampak dajte mi povedati, Černelj, kako vi gledate na to dejstvo? Ne, ves čas je tudi tukaj nekako beseda, da se, če ne bojo se dogovorili o pametni likvidaciji oziroma če se ne bo dalo rešiti problema, če ne bo likvidacija, bo stečaj, bo pa še hujše. Pa se res lahko ta stečaj zgodi? Glejte, pri sindikatu vedno pravimo svojo nalogo in naša naloga je, da zaščitimo najranljivejše na trgu dela. Jaz sem pogledala sodno prakso in zdaj tale dopis, ki so ga prejeli in pravzaprav SDH nekako vali krivdo na Ministrstvo za delo, jaz bi tukaj rekla tako. V redu, tudi stečaj je v redu. Tudi stečaj je v redu. Zakaj? Predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije je procesna predpostavka za začetek stečajnega postopka nad invalidskim podjetjem. Se pravi, če vlada... Če gospod Mesec ne naredi ničesar. Lahko vlada, ki jo vodi predsednik vlade Robert Golob, sprejme sklep in prepreči stečaj. Boste vi to predlagali, če bo SDH vztrajal pri likvidaciji? Tukaj je en korak vmes, ne? Kater? Podjetje trenutno ni v stečaju, ampak je v likvidaciji. Se pravi, najprej bo moral jaz kot minister predlagati zaustavitev likvidacije. Potem, če se zgodi stečaj, potem pa mora vlada dati soglasje. Pa kdaj bomo izvedeli, gospod minister, kaj boste storili? 3. februarja. Tako, ker trenutno je v izdelavi finančna analiza, ki sem jo dal delati, da ugotovimo, koliko solvenčno je podjetje, kakšen je njegov položaj na trgu, v kakšni konkurenci deluje, kakšne prihodke bi si lahko obetalo pač glede na položaj podobnih podjetij in kaj je šlo dejansko narobe v poslovnih procesih. Te stvari bi rad vedel, preden se pogovorimo z zaposlenimi, kako to zgodbo reševati. Gospod Černelj, vam je SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak, ki prejema več kot 10.000 evrov bruto plače na mesec, že poslal študijo, na podlagi katere se je odločil za likvidacijo? Ne, študijo vztrajno skriva. Gospod Mesec, tudi vam je ni, če sem prav informiran, pa kako gledate na to ignoranco SDH-ja, ki ga vodi Žiga Debeljak, da ministru ne pošlje študije, ki je bila predlog za likvidacijo. Kako gledate na to? Se vam ne zdi, da se SDH v tem primeru obnaša kot državo v državi? Točno tako. To je nezaslišano. Govorimo o ministrstvu, ki ima po zakonu pristojnost zahtevati prekinitev likvidacije. Kar sem dobil v informaciji je tale dokument na 4 straneh, ki je povzetek te študije, ki je bila narejena 30.9. Od takrat so minili že 3-4 meseci. Oni pravijo, da študije mi ne morejo dati, ker je to poslovna skrivnost. A ste vi, to se mi je zdaj utrdlo, a ste vi glede na to, kako se obnaša SDH v tem primeru, ki ga vodi Žiga Debeljak, ki skriva recimo, ki skriva to študijo, ne odgovarja na novinarska vprašanja, koliko ljudi recimo se je prijavilo za zaposlitev novega pomočnika direktorja Žiga Debeljaka za korporativno varnost in tako naprej. A ste vi razmišljali, vlada je skupščina, a ste vi razmišljali ob vsem tem, da mogoče pa predlagate na vladi, da se opravi skupščina pa se zamenja prvega moža SDH-ja, če bo šlo tako naprej? Za zdaj bom samo rekel, da je tako obnašanje nesprejemljivo. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gostja. Kaj vi pričakujete čisto za konec odločitev 3. Mi pričakujemo, da se reši invalide. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Bomo zadevo seveda spremljali še naprej. Hvala.